Že od zgodnjih jutranjih ur so v Brdih na terenu vse razpoložljive intervencijske ekipe. Pristojni ocenjujejo, da vseh plazov sploh še niso evidentirali. Nove padavine pa bi lahko povzročile še več škode. Marko Gregorc. Most čez reko pri Snežečah je prestal že nešteto ujm. Je tako star, da domačini na pamet niti ne vedo, kdaj je bil zgrajen. Ali ga je delal Franc Jožef ali pa Mussolini. Eden od teh dveh je delal. Nočno neurje pa je bilo preprosto premočno, da bi zdržal. Desetletja, če ne stoletja, so stare tudi poti, ki povezujejo briške zaselke. Tole je le ena od briških cest, ki je nastradala ob tem novembrskem deževju. Preprosto odprlo jo je in takole je voda zarezala vanjo in sedaj še vedno odnaša material. In podobnih razpok, predvsem na cestah nad strmejšimi pobočji, je še ogromno, zaradi česar pristojni pozivajo k previdnosti. Občinsko delegacijo smo ujeli še v dopoldanskem času med ogledom usada pri Noznem. Imam za sabo že nekaj let, nekaj desetletij in verjamete, da kaj takega v Brdih nisem še doživel. In to, kar se danes godi v Brdih, je resnično podobno katastrofi. Prve intervencije so se začele že ob enih ponoči. Zaliti objekti, v vodi ujeta avtomobila in predvsem plazovi. Župan pravi, da bo na pomoč morala priskočiti država tudi že v tej prvi fazi intervencije? Sigurno. Zdaj z minuto v minuto ugotavljamo, da so pač nekatere vasi odrezane in brez nekaj malo bolj hude in konkretne pomoči bomo to mi težko v kratkem času odprli. Med 100 in 150 ljudi v različnih zaselkih naj bi bilo odrezanih od sveta. Pristojni se želijo vsaj do tistih v Kožbani prebiti še danes. Tudi čez takšne nevarne plazove. Čez plažišče še vedno teče voda, vidimo tudi drevje. Kolikšna je količina materiala, ki je zdrsela v dolino, pa zaenkrat še ostaja neznanka. Največji pa naj bi bil plaz pred samo Kožbano. Enoren plaz. Mi, kad smo prišli na teren, smo onemeli, smo se zgrozili, ker tle šel cel hrib dol, kaj ta še nismo videli, tako da tam ta del vasi je odrezan od sveta. Ob interventnem pregledovanju cest Brici še ne vedo, kako so jo odnesle kmetijske površine, predvsem oljčniki in vinogradi. Škoda je sigurno velika, ampak gledajte, trhate je šla mimo, oljke so šli mimo, bo posijalo sonce in bomo prekontrolirali, da bomo vedeli. Jutri jih obišče tudi vrh državne civilne zaščite s poveljnikom Srečkom Šestanom na čelu.